Torej, še enkrat želimo dobro jutro. Dobro jutro. In pozor, v tem studiu upam, da vam zdaj prav te številke, sploh v drugem delu. Dvakratna svetovna prvakinja, dvakratna dobitnica malega kristalnega globusa, 11-krat zmagovalka v svetovnem pokalu, skupno 22 stopničk v svetovnem pokalu in 235krat se je do zdaj spustila po progah vseh vrst v svetovnem pokalu, predvsem pa ena od teh, na katero smo v našem mestu najbolj ponosni. Ilka Štuhec, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. So štimale številke? Prvi del, ja, tisti zadnji del pa ne vem, zato ker v bistvu ne štejem več. Ja, se to je ker po Ja, 250, ne, ni 236. če tako piše, da bo že držalo. Ja, FIS tak pravi, tak da. Te pa je. Fis pa vemo, banda. Fis pa vemo. Kak je fajn, ko se vidimo, zdaj končno imaš malo časa, ne, ko je konec sezone. Kak to, da nisi nekje, kamor moraš iti 12 ur z avionom? Sem bila kar nekajkrat letos, 12 ur z avionom ali več, no. Zdaj sem pa tu, ne bom sicer več dolgo, ne? Aha. Ker grem spet malo smučati. Spet delati. Ja, zakaj pa bi, ne? Tako je mrzlo, ne? No, ampak dopust pa je bil. Ne. Po sezoni ni bilo dopust? Če zdaj glih se nehalo, kak je dopust? Saj glih to. Ne, veš kak, pač ni to glih tak, ne, ko mogoče si ljudi mislijo, zadnja tekma, super, zdaj bo oni malo lepo počivali, tam do enega septembra, oktobra, te pa gremo malo posmučati, pa ne, spet. to ne, ampak Ni tak, ne. Takaj, vse 10 dni, ne? pa material rabi počitek, ne? To je res, ampak je treba prej v bistvu še marsikako stvar poštimati. Recimo v mojem primeru zdaj spet novo ekipo sestaviti, pa potem mogoče še kaj potrenirati, ne, dokler je še sneg tu neki, tako zdaj kaže sicer, ne, mrzlobuni je fajn, ne. Tako da tam po moje nekje, kot vedno, konc maja, junija, te pa je malo dopusti. Malo pauze. Najbolje to se mi zdi, da veš ta volja, jaz to občudujem, že tako ali tako, če dama vse ostale stvari na stran, ampak to, da si toliko sezon že, pa se pol neha, ampak ti še vedno treniraš, ker še pač lahko in ker moraš. Ja, zdaj, če pač bi rad bil dober, ne, te že moraš malo trenirati. Ja, no, ja, seveda, ampak pravim, ta železna volja, Ilka, to je genialno, sploh glede na to, kar si marsikdo ne zna predstavljati, da v bistvu ti niti ne odpelješ toliko trening vožen na posamezni progi, ker niti ne prideš zraven pravzaprav, ne? Ne, tam sploh ne, dobro pač, smuk, moraš peljati en, ne? Ja, no, ja. Mora biti, da se lahko izvede tekma. Drugače pa, mislim, treniraš povsod drugot, pa še to ne moreš, zdaj ne vem, dolžine, vseh elementov, vsega. Teda nekako moraš pač to pol tam sestaviti. Je pa res, da zdaj glih ne se nekaj dosti terenov menjuje, ne? Vsaj to, desno, glih, proge so iste, bolj kot ne. Da več ali manj je skozi isto, no. Kar se na hitrih pomaga, pol zdaj. Ja, definitivno. Pol si star večkrat si opelo, ne. Izkušeni prednost. Ja, res je. Dejstvo pa je, da vseeno, in to nas veseli, ker zdaj veš, bilo je mnogo nekih špekulacij, preden gremo malo podrobneje v to zadnjo sezono, še boš smučala, ne? To je bistveno. Ne? Ja, bom. Rešeno, se predala. Je pa dejstvo, da tudi to, ker smo mi dva z Igrom danes jutraj se že malo pogovarjali, da imamo mi dva tudi neporavnane račune z olimpijskimi igrami. A te nas več? Ja, mi dva na drugačen način. Mi dva še sploh nisva bila. Recimo, ne? Ja, smo tudi samo dvakrat. Tako, Soči pa Peking. Samo dvakrat. Ja, no, če daj glede na to, niso več najmlajše, bila večkrat samo... Pač taka je bila situacija. Žal. Torej, najboljša uvrstitev je bila 10. mesto na olimpijskih igrah. Ne? Zaenkrat. To želimo izboljšati. Ja, nekako zato še delamo. Ne? No, in bomo. Sploh ni vprašanja. Zilko, danes jutraj debatiramo, malo se gremo pomeniti o zadnji sezoni, malo o vseh stvarih, ki jo še čakajo, takoj potem. 15 minut čez 8, naša smučarska šampionka Ilka Štuhec je naša gostja v tem studiu. Ilka, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Torej, sezona 2024-2025, zdaj imamo priložnost te vprašati v živo. Ne? Ja,
sezona 2024-2025. Ja, je mimo. Se Je mimo, končala, res kar je. pomeni začetek nove. Zdaj pa, Ja. tem in možnosti za vprašanje je dosti. Da, Ja, v smuku si bila skupaj 12. Ne? Bilo je nekaj takih momentov, ali pa če že ne na koncu rezultata, vsaj delov proge, ko smo rekli, ne, pa vedno nekaj malega zmanjkalo, se je zdelo. Ne? Ja, to si jaz ti mislila, ja, pol. Tako si rekel, pač nikak mi ni uspelo, da se stavim res vrhunsko vožnjo, tako znam od starta do cilja. In pol, vala, sploh letos tako je bilo skozi na knap, več ali manj se pol takoj poznane. Zdaj, ja, bila neka, veste, rekla, poprečna sezona, bilo je že boljše, pa bilo je tudi že slabše. Ja. Ampak pač marsikaj sem se naučila in grem dalje. Ja, mislim, sploh, veš, ko delaš sama za svojo ekipo, je to verjetno še toliko bolj, ne, moraš na toliko več stvari misliti. Načeloma naj ne bi, Ja, ne, ampak se pač zgodilo, kako se je, odločila sem se, kako sem se, zdaj je valjda najlažje biti pameten, ne, Ja, no, nazaj, ja, za ko nazaj, že sem seveda. mimo. Ampak, ja, pač marsikaj v bistvu po nekih primerih pade na tebe in smučanje ni več tisto, mislim, pa je vedno pomembno, ampak ni več tisto prvo, ne. Ja. Kaj bi moglo biti, da enostavno vse ostalo štima, da odmisliš, da pač res lahko se koncentriraš to, zakaj si prvi vrsti tam, ne. Ja. Marsikdo se tudi ne zaveda, da taka sezona kar nekaj stane, ne? In že z te strani je to kar izziv. Ne samo tudi, finančni, pa tudi logistični zalogaj, Seveda. in vse, kar spada zraven. Vse skupaj, ja, to v bistvu vedno, zdaj stvari se cenijo ne, na našem območju, tako pač povsod in enostavno se tega, kako bi temu rekla, ne organizatorji, ampak rezorti, ki ponujajo treninge, ki jih pač dobesedno nujno rabiš, ne, zavedajo in pač ono, In pač samo hop, pa gremo, ne. Če ne boš verjel. Pa se sam znajdi, ne. Ni problema, ne. Ja, seveda. In to rabiš in pač, ja. Ja, nič ne moreš, ne. Je pa res, da hkrati gre pa tudi, oziroma se ta šport vseeno razvija in verjetno iz sezone v sezono so razlike, ne? In gre res vedno bolj hitro, vedno bolj na nož, vedno daljši skoki, vedno večje hitrosti, vedno bolj je treba stiskati. Ja, res je. Mislim, dobro, zdaj pri nas, kaj se tiče skokov in hitrosti, je včasih tako, veste, ženske, vi ne morete tako hitro smučati, pa čisto, ja, lahko tudi skačemo, tako dalec, pač prosim, delaj pristanek na vodo ravno, ne, pa bo vse vrel, ne. Lahko skočimo 40-50 metrov, ni problema, samo pač ne bi glih zdaj na flah dol, ne. Zdravo že za Pa dobro, pa tudi kolene, ne. fajn ni, da se dalec skače, ne, ker se eno... Ja, se zgubi hitrost, ne. Ja. No, mislim, Fajn že, ampak za rezultat ni najboljše, ne. No ja, ampak kot si rekel, drugače to gre vse naprej, v bistvu treba je, ne vem, bolj napadati, bolj nekako. Kaj pričakuješ iz tega zornega kota v naslednji sezoni? Kam bo to šlo zdaj? Ja, nekako v tem smislu dalje, verjetno, ne. Tako da pač vem, kaj mi manjka, vem, kaj moram narediti, da bom spet tam nekaj, ko pač vedno verjamem, da sem lahko, ne. Ne samo ti, vsi mi. Vsi mi? Ja, seveda. Spet eno čist tehnično vprašanje. Ti si ena bolj izkušenih v svetovnem pokalu, zdaj obvezna je uporaba airbaga. Kako si se ti tega navadila? Ker sem bral ene par komentarjev, da te starejše smukačice so imele kar težave, da se privadijo, da je pač neka dodatna oprema na tebi. Je v bistvu letos na koncu tak, da so še vedno lahko bile izjeme, ne. Če to pač te kaj smotlo in se nikak nisi mogel s tem sprijazniti, ne. Jaz sem ena od njih, Ja. ki sem se odločila, da če ni zdaj res nujno treba, ga ne imela, ne. Tista, ker zaščita za hrbet je, mislim, to nosim, valjda, to moram imeti, to je že vrsto let. Je pa res, da pač za prihajajoče leto pa me to čaka, ne. Sem ga sicer večkrat nosila že, ampak ja, pač. Tudi odpirala že ne še, ne? Prosim? Odpiral se še pa ni, ne? Samo enkrat namerno v hotelu. Aha, ok. Probavali, kako čakajo, ne, nisem še padla. No, ker vemo, pač žal so nesreče sestavni del tega športa in hitreje kot greš, hujša je lahko nesreča, se to čist v osnovi pač po nekih fizikalnih zakonitostih in mislim, te proge, ovinki, skoki, brzine,
Recimo, proge, samo le Ja, leže. Mislim, dosti krat si v bistvu gleda, kaj bi zdaj naredili, pa da bi to mogoče malo bolj varno, pa ono drugo, tretje, pač ne vem, enostavno, ne, toliko je stvari, toliko je aspektov, kjer bi mogoče se lahko začelo gledati, pač valjda vsak ima svoje mnenje, vsak vidi nekako po svoje. Še vseeno, ne vem, greš še vedno hitro, tudi če gre 10 km/h bolj počasi, ne, recimo. In pač je neka klasika, tako si prej rekel, ne, na začetku je FIS, banda, ne. Ja, seveda. Oni na koncu so vedno tisto, mi nismo krivi, ne, mi nemo. Organizator. Ja, organizator, opremo je treba spremeniti spet vse, ne, hvala, dajmo zdaj to tovarnam, da se oni s tem upadajo. Ja, seveda. Pač ne vem, kaj na koncu bo zdaj tu nagruntali ven, ampak ja, na koncu pač si tam, hvala, ne boš zdaj bremzo za to, da bo bolj varno, ne. Ja, no, ja. Če zmagati, ne. Pač si na nož je, ja, ker pač dirkate, dobesedno. Ja, valjda, zdaj v zadnji sezoni je dominirala Federica Brignone, ki pa je verjetno naslednjo sezono ne bo, ne, ali kaka nesreča na državnem prvenstvu, ne. Ona pa, to je to, o čemer se pogovarjamo zdaj, ne. Ja, res je, sploh, mislim, na državnih prvenstvih se je že večkrat zgodilo, kaj je hujšega, rečemo temu žal, ker pač sezona je dolga, je naporna, sploh recimo tudi v njenem primeru letos vrhunska, res pač noro, kaj je letos tam delala. Ja, seveda. In nekako imaš ono v glavi, ok, finale, takrat je zadnja tekma svetovnega pokala, pač do takrat vse štima, ne, pol pa vala, malo si odslujen, malo ti dol pade, pa mislim, vala še vedno tekmuješ, ne, skoncentriran, koliko si lahko vse je, pa tu je res, da nikoli na nobeni drugi tekmi ni tako porihtano, kot na svetovnem pokalu, ne. Ni toliko ljudi, ni toliko onega drugega, tretjega in pač hitro gre lahko kar narobe pri komerkoli, ne. Žal, pač je tokrat proflonjo, zdaj, kako bo to trajalo, če bo ali ne bo, jaz si srčno želim, da pač predvsem se dobro zaceli, ne. Ker je to osnova, ne. Ja, kakorkoli je, pač zdravje rabiš vedno, ne, pol tuji. Okay. Da. Eno vprašanje še imam, ker se meni pač to zdi vedno hecno, ne? Ko nekdo zaključi s kariero, pa ga pol malo ni, pol pa nazaj pride, ne? Ker on je taki as ali pa asica. Samo me zanima, ne bova čist nič konkretno, ampak kak bo v tvojem primeru, ko bo še enkrat rekla, konec je? Ja, jaz si zajem iz tega, da pač takrat pol bom smučala za svoje veselje. Ok, dobro. Ja. Kaj da ne bo pač to tako žalostno, tako upano. Si premislim, ne? To bomo posneli, kaj si rekla. Ne, ampak ja, raj vztrajaj še dlje, ne, ker še vedno ti gre, še vedno si tu in seveda ti mi želimo v naslednji sezoni, glej, 3/4, kar si sama, pa bo verjetno kar dovolj, ne. Predvsem pa, da te neporavnane račune rešimo, ne. Ja, res je, se tako se neka, to je nekakšen cilj, zakaj v bistvu vztrajati. Cortina je ena mojih najljubših prizorišč, olimpijske igre, pa smo okej. Zakaj pa ne, konc koncev, ne. Zdrava sem, tam je lepo. Dobro, zgledaš za razliko od mnogih. Ja, hvala. Glej, to si mnogi mislijo, jaz sem pa rekel. Okay? Jaz sem pač rekel. Ja, hvala, no. Ampak ne glede na vse, Ilka, pa premalo krat je taka možnost, da ti seveda rečemo za vse, kar pa si dosegla in za vse momente, ko smo bili veseli in ponosni, hvala ti. Ja, hvala. Jaz verjamem, vedno da je še nekaj. Vedno lepo slišati, no, svoh tako, ko se vedno najbolj izide, ne, ko si si zamislil, ko si zastavil, da bolj tako malo poboža. Ja, samo se veš, mi smo pač tu in ponosni na tebe, te pa, če imamo jegra, veš, kaj ti hočem reči, te lahko. Ilka, še enkrat hvala za tvoj obisk pri nas, fajn še smučaj, fajn dopustuj in fenomenalno sezono želimo. Hvala lepa.